Dobro jutro, sploh vam ne bom povedala, da sem šla spat. Oziroma vam bom povedala ob 5. In pol sem spala do 9, s tem, da sem se skozi bujala, skozi na uro gledala in mislila, da bom zaspala. Pač jaz res nisem več navajena, da bom neki zjutraj, ker pač paniko zganjam. V glavnem, naličila sem se, lase si sušim, malo so še mokre, malo si jih bom zlikala. Oblečem se, naslov sem še za video naredim, pogledam, če je vse v redu. In ja, pa lahko grem pobrati Andrejo in gremo na obalo. Saj bo fajn, sploh po moje ne bom vedela, da sem zaspana. Po moje, dokler se najem. Dajmo se obleči, ne vem, kaj bom oblekla. Pojma nimam. Evo, outfit of the day. Mislila sem, da je dala plašč, pol sem bila ne bom jakna, da bom malo bolj casual, ne vem. Verižica, hani, kavbojke. Nisem navajena kavbojk nositi, me kar malo duši. No, me sploh vidite. V glavnem, vse je pripravljeno. Čevlje sem si mogla spucati, ker sem včeraj, pač so bili ful prašni včerajšnjega sprehoda, tako da, če bi šlo malo jih. V glavnem, ja, se bo. I wanna do it all with you by my side. If you're in, meet me here tonight. Be brave and come. Evo najo. Mal piha, ampak je fajn. Šli smo na kavico, zdaj pa gremo malo hoditi, pol pa upirati. So just say yes. Choose to do whatever comes next. This or that. Getting drunk on whiskey on a Tuesday night. Or drinking where I'm by. A si predstavljaš, da bi se naprej skotali? Malenko sem si glavo odrezala, ampak je kompozicija vseeno lepa, a ni? I burned out like a wandering ember. I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Mi dve smo se najedli, zdaj gremo pa na to obzidje še. In the gate, don't turn off the light. I'm coming home. Čudovito. Ja, to res ne smeš faliti, navzdol pa sploh ne. Well, I scratched in the dirt for a while. I gained all that I knew for a price. In the end, what I found was nowhere near as nice. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Jaz sem nazaj in sem utrujena. Nisem navajena tako okoli hoditi in zdaj sem ta teden skozi laufala, tako da, ampak je fajn, a ne. Tudi ful korakov sem naredila,
Danes je pa res ta kvalitetno preživet cajt z Andrejo bil, ko boljš kot kjerokoli darilo, ne, mogoče tudi, ko smo v teh letih, da nam več pomeni to druženje, ker ga pač nimamo to, ko smo ga včasih, a ne v šoli, je najbolj enostavno zdržati stike, ker pač moraš iti v šolo, zdaj ko pa sploh, če ne živiš v isti državi, pa tudi, če živiš v isti državi, je pač ohranjanje tega pač prijateljstva in pač najti cajt, kvaliteten cajt, ful redko in ga res ful ceniš. In danes je bilo tako fajn, res, ful smo se obe fajn imele in ja, mislim, da je bila dobra ideja to, tako da bomo še naprej. No, Andreja je bila prva 30, zdaj sem jaz na vrsti, tako da gremo lepo po spisku. Marsikdo sploh ne ve, da sem jaz toliko že stara in jaz se iskreno ne počutim, oziroma dobro se počutim, ne bi šla nazaj, ko sem bila 20 let stara, če bi lahko bi ostala zdaj v teh letih, kar se tiče pameti, vedno smo lahko še bolj pametni, mislim pametni, pač kaj sem se naučila, kakva oseba sem, kar se telesa tiče, bi po moje ostala pri 30, pol pa, mislim, že malo prej gre navzdol, ampak ja. Ja, sigurno hočem več takih dni preživeti, pa tudi za sebe, a ne, da si jaz kaj privoščim, ne samo da delam, pa sem skozi v sobi, zdaj tudi ta del je cool, ampak ja, fajn je bilo v glavnem. Zdaj pa si delam pico, ko sem si kupila v Šparu. Sicer sem malo jo dodelala in sem dodala koruzo, olive in salame, ker je margarita. In kar sem si raztegnala in bom gledala Netflix, jedla pico in delala čisto nič danes. Pica je narejena, sam še zrežem jo. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors, they kinda tell me what I'm thinking. Ok, začenjam nov dan ob 9 večer. Streamala sem tak skozi, zdaj čez vikend. Pa snemala sem za angleški kanal, tako da ja, hodila sem pa začeti zdaj snemati, ker glede na to, da vam danes fraj večer, si bom malo privošla. Sem vzela caj, da malo za sebe poskrbim, za svoje telo. Naredila si bom dermarolling, bom malo več pol povedala, ampak ne bom šla ful neki v detajle. Masko si moram dati na noge, zbrusiti si noge, to bi rada naredila. V bistvu, to je večinoma to, čemur se izogibam. Ja, zdaj pa kar direkt izkledajem. Ostanke od prej, ker nočem še ene posode pomijati. Mogoče bom malo gamala, bom še videla, no. Tako bolj easy dan, večer za mene. Res sem bila pridna cel teden. Nedelja je. Naporno, ampak dober teden je bil. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we... Jaz sem prišla iz Potuša, obraz sem si res ful temeljito umila, zato ker si bom zdaj dermarolala z igličnim rolerjem. Na hitro, po domače bom povedala, to ni promovirano, sam pač vem, da me boste spraševali in raje zdaj odgovorim, kot da pol vsakemu posebej v komentarjih. Namen dermarolerja je, da si zgladiš gubice oziroma da zmanjšaš gubice, kakšne brazgotine od aken ali pa kakšne druge vreznine. Lahko se tudi strije odstrani s tem, da so to večji milimetri. Zdaj za obraz se uporablja ponavadi 0,25 mm, jaz imam tu 0,5. Ta je že za korekcijo, torej 0,25 mm je bolj za boljšo absorpcijo seruma v kožo, to je pa že bolj za korekcijo. Torej to so take mini iglice, ki pripadajo koži in s tem spodbujajo, da se pač obnavlja. V glavnem cool stvari in dejansko te stvari pač imaš tudi na YouTube in posod, lahko pogledaš prej potem. Moj problem je, da to imam že jaz ful dolgo, tudi uporabljala sem že 4 leta nazaj onga 0,25, ampak tisto ne korigira gube. Ampak nisem pač konstantno to delala, bila sem malo lena, ja pa ne. Pa dejansko nam to za obraz je
2x na teden max, tako da ni zdaj to nič takega. Od tega 1 mm imam pa za noge, ker ko sem v puberteti dobila full stri, takrat me je full motilo, zdaj mi je vseeno, ampak bom provala za foro še po nogah. Zdaj, kaj je ful pomembno je, da to dobro razkužiš, pa seveda, da res nimaš nič na obrazu, nobene kreme, nič ostankov make-upa. Jaz uporabim izopropilni alkohol, pač nekaj za razkužiti, ta izopropilni alkohol jaz ga kar v Merkurju kupim, pač 70% alkohol v glavnem. In pol to dobro našpricam. Itak sem ga že razkužila po prejšnji uporabi, ampak vseeno. In pol dam kar nazaj v to stojalo, da se malo posuši. Jaz še tega razkužim. Zdaj, iglice, prepada kožo, boli. 0,25 mene skoraj nič ne boli, 0,5 me tudi ne toliko boli, mogoče malo bolj okoli oči, pa pol čez cajt malo rdeča rata, ampak to je normalno. Zdaj, če imate bolj nizek prag bolečine, eni tudi uporabljajo kremo za numbing cream, kako se temu reče? Ko ti pač malo umrtvi kožo, jaz pač tega ne uporabljam, ker ne rabim. Po dermarolanju je pomembno, da si naneseš serum, vlažilno kremo, jaz bom serum in kremo uporabljala, obvezno kožo navlažiti in pol je priporočljivo, da uporabljaš kremo proti sončenju skozi, pa ne glih takoj nanesti make-upa, jaz bi počakala 12 ur. Ja, to je to. Medtem, ko se to malo suši, si bom jaz dala pa masko na noge. Ker to od Baleje sem kupila, mislim, da je to tako ti ful ulupi noge in je ful ugabno, ampak je ful tako pač fajna, ne? Si lahko malo ulupiš noge. Meni je to drugače tak najbolj grozen občutek, ker je pač mokro in je kot da imaš mokre nogavice, ker res sovražim stopati. Ne vem, če v kopalnici, ko je mokro, pač jaz ne morem stopiti izven tuš kabine, da je kaj mokro, pa da stopim, ker mi je kar ali pa da kje z okni stopim na mokro, katastrofa. Ampak tudi nam v toplicah ali pa kje, ne vem, meni je to tako gabno. A se je strgalo. Shit. Ne. Zakaj se je to strgalo? Še malo zalepila. Zdaj jaz ponavadi na čelu začnem, ker imam tam največ gub, če jih vidite. In začnem levo, desno. Zdaj nam, kako bi rekla, pritisk, ne zdaj ful pritiskaš, pa ne zdaj čisto na rahlo, da nič ne čutiš. Tak nekaj vmes, ne vem. Pač moraš čutiti. Jaz grem najmanj 5-krat sem in tja, se prestavim, 5-krat sem in tja. Zdaj, če imaš kaj bolj kritične te predele, greš lahko malo večkrat, ampak ne zdaj pretiravati. 1, 2, 3, 4, 5. Eni to uporabljajo tudi za rast las, prvi, in to pa je tudi pomaga, da ti začne poganjati te mladi lasi. Jaz predlagam, da si kaj več o tem preberete sami, ker jaz nočem zdaj biti tu nekdo, ko vas v to spodbuja, ker vseeno pač je to prebadanje kože, tako da se malo pozanimite. Še dodatno, kar še jaz nisem povedala, sami presodite. Jaz se ne spomnim, kje sem te naročila drugače. Napišeš dermaroller v Google in ti bo nekaj najdlo. Ok, zdaj sem šla sem in tja, zdaj grem pa gor pa dol. Isto, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zdaj rezultati se, ne vem, ne pokaže takoj logično, tako pri nobeni stvari, tako da treba sem biti vztrajen. 2-krat na teden recimo, zelo to veliko 1 mm na nogah ali pa če imaš na trebuhu kakve strije, pa one brezkotine, oziroma tako bolj mlahavo kožo od poroda ali pa kaj. Tam uporabljaš večji milimeter in ga ne uporabljaš vsak teden. Oziroma na začetku ga pol pa ne, ampak glede tega nam točno milijon videov je na to temo, to ni nekaj novega. To je ona fora, ko so šle kakve te zvezdnice in so imele krvav obraz, ampak tiste res ful agresivno, verjetno res, ne vem, so tudi milimetri nenormalni, ampak to pa ne smeš sam delati doma, tako da. Ampak verjetno so tam bolj hitri rezultati, ne vem.
Mogoče danes nem tako rdeča, ker je to že drugič v tem tednu. Vedno, ko si grem tukaj, mi soze pretečejo, pa nam zakaj. Ko dam nek živc tam, ko me moti. Zdaj po licu čisto isto, levo, desno. Zdaj jaz nimam takih nekih, lahko si tudi kao lifting narediš, da ti malo bolj privzdigne, da ti čvrsto, ampak tu nimam tako kritično, tako da ne neki ful dolgo preživljam cajt z rolerjem na tem mestu. Edino tukaj malo smejalne gubice. Malo bolj obdelam. Malo grem čez usnice, ker te gubice okoli usnic, ko se začnejo delati, se ti pol rdeča šminka, ker zarijem. To so te. Okoli oči je treba biti malo previden, ker pač itak tudi malo bolj boli, pa blizu oči je. Jaz grem najprej tu na robo. Sem ful nežna, ker tukaj kar boli zaradi tega, ker je kost pač direkt pod kožo. Mislim, nimaš te maščobe, isto kot na čelu malo bolj boli. Teda sem mogoče malo bolj nežna. Grem še kar malo čez obrvi. Mi kar malo solze ga priteče, ampak jaz tukaj nekje pri podočnjakih nimam to gubic, se mi zdi, da imam najbolj tu v tem kotu, tako da se pač tam fokusiram bolj, pa tukaj je tudi malo težje zraven priti. Tako da ne nekaj, tu bi mogel biti kak malo manjši roller, ampak ne vem, če obstajajo, po moje, da ja, ampak nisem še videla prav za oči posebej. Provala 2-krat na teden, vsaj enkrat. In tako da se težko spraviš, ker malo traja, pa to je fajn, da si zvečer narediš, ampak jaz sem dostikrat tako zmatrana, ker imam stream ali pa kaj druga in ja, zvečer se mi tako ne da, ampak je najboljše. Da se tudi serum upije, pa da ne greš zdaj ven, pa imaš neke vplive od okolja direkt na dermarolan obraz. Ta del je res. Samo jaz imam ful visoko, se mi zdi, da imam ful visoko toleranco za bolečino. Zdaj, jaz si tudi po vratu grem, ker se mi zdi vrat, roke in oči, odvisno od genetike, bom rekla, so najhitrejši kazatelj starosti. Najhitreje se naguba, tanka koža rata. Jaz imam kar fajn gene, kar se tiče teh stvari, glede na to, da imam glih kar 30. Marsikdo reče, da mlajše izgledam in pol mi napumpajo malo ego. Se mi zdi ful fajn. Kar malo žgečka. Tako boli in žgečka hkrati. Najprej grem gor in dol. In tako sem šla po celem obrazu še v druge smeri. Malo že ratujem rdeča, predvsem na čelu se mi zdi, tam sem tudi največ cajta porabila. Pa malo sem šla čez nos, čeprav ne vem. Imam neke gubice, te na nos, ampak me ne motijo toliko. Te oči, ko je tanka koža, so najhujše, se mi zdi. Zdaj, če imaš kako svežo brazgotino, ne si čez. Evo sem gotova, kar se tiče obraza. Zdaj bom pa kar nanesla en serum. Zdaj trenutno imam tega, kupila sem si ga glih par dni nazaj, ker nisem imela nobenega seruma doma. Vlažilni serum moj 4D kolagen od Afrodite, lifting efekt 30+. Nisem še 30, ampak še dober mesec. Glavnem nekaj vlažilnega, jaz pač spravim, nikoli ni dost vlaženja kože znotraj in odzun. Jaz ne pretiravam s kremami, nikoli že to dam serum in wow, ampak probam vseeno še bolj vlažiti, če se da. Tudi okoli oči, lahko bi za okoli oči kako posebno kremo uporabljala, zdaj recimo sem, ko delam dermarolling, ne pravim vsak dan, ampak zaenkrat bo to boš ko nič sigurno. Na vrat. Sigurno me manj peče kot zadnjič, ko sem si prvič po zelo dolgem cajtu delala po enem letu, verjetno. Ko se to malo pije, si dam še eno vlažilno kremo, jaz imam to od Mixe. To, ko je res ful vlažilna, to vam ponavadi po zimi in zaenkrat je še mrzlo, tako da, ker to uporabljam, da se izogibam te, da nimam suhe kože, tako da. Boljše pa na pač kjero vlažilno uporabljate, tisto si date gor. Ok, sem šla pa na noge, tega ne bom snemala, ampak je isti princip, pač ali levo, ali desno.
Danes je ponedeljek, leg day imam, ponavadi ga nimam na ponedeljek, ampak prejšnji teden je malo bolj slab bil glede fitnessa, dvakrat sem šla, ker sem imela gužvo, Andreja je bila tu, imela sem en dolg stream čez vikend, 18-urni, tako da je bilo naporno in je fitness malo zadnji ostal, tako da ta teden je nov teden, en teden slabega fitnessa ali pa telovadbe ali pa karkoli te ne sme zdaj, ker demotivirati, mislim, sigurno te malo težje se spraviš, ampak ne bo ti pokvarilo celega napredka in tako naprej, tako da gremo naprej. Grem pa še v trgovino po solato, pa še nekaj, vse je napisano. Za dan sem si že malo splanirala, kam jedla in sem vzela stvari iz mrzovalnika. Najprej bom po moje jedla to solato s kebab mesom, tako da sem vzela iz mrzovalnika, pač ful zadnje cajte sem ful solate lušta, ampak take dobre, ne zdaj sam solato. Pol bom naredila rižoto s kozicami, moram še novo iti kupiti. Tu sem pa vzela meso pa kost za govejo juho, ko sem imela ostanke od zadnjič in bom to po moje večer enkrat skuhala, ker se mi je ful lušta. In ja, moram pa še jušno zelenjavo kupiti, ker je ni. Dobro, to se bo odtalilo in bo pol pripravljeno. Ni boljšega, ko pa zamenjati torbice, oziroma iz stare dati v novo. Malo preurediti stvari. Sem pokazala v angliškem vlogu, ja, ta torbica se mi že ful cajta nazaj strgala, pa sem bila ali sem zavlačevala z novo torbico, ampak ja, sem si jo kupila končno, mislim, da je Stradivarius, ja. Pa to sem si po moje tudi v Stradivariusu kupila, ali pa, ja, skoraj ziher. Krema za roke, milijon mask. To bomo kar zabasali nekam prišlus po moje. Imam ta set, žlica, vilica, nož, če kdaj kaj jem. Robčki. Stalo je pa kar nekaj šara. 2 kulija. V bistvu ne rabim 2, lahko enega vzamem. Ene minte. V bistvu bom to dala sem neko šminko, ko ne uporabljam gumico, to je vedno fajn imeti. Spredi imam še labelo, eno šminko, malo bom to dala spredi. Seveda denarnico, najdla sem neke kovance, ala bi račune vrgla. Koliko računov imam pa verjetno tek je en samo pač važen. Ojojoj. Pa od McDonald'sa to za kave. Eno še pa imam brezplačno, oziroma naslednja je brezplačna. Tako da ja, te iz blaga tek ne rabim, pa še božična je. Kaj imamo še tu? Še imamo maske. To bom še uporabljala, ampak gledam, kaj je takega, da bi imela v ta glavni. Sem prišla iz trgovine, nič posebnega, solata. Ful imam rada pomarančni sok, zadnje cajte z vodo si ga zmešam, pa tega vzamem, ker je 100%. Se ima cukor, ampak je vse naravno. Jajca, skoraj sem pozabila jajca kupiti, še dobro, da sem jih videla, da sem se spomnila, ker imam samo še eno. Grozdje sem si kupila zato, ker če nimam nekaj sladkega po kosilu oziroma po hrani, pač jem cukre ali pa čokolade, tako da nočem. So bile pa kar drage, ampak po moje bojo dobre. Mozzarelle za solato, to zelenjavo za juho. To izgleda tako ena melona. Kaj je to? No, v glavnem, pač nameče se net. En rdečo papriko, za kako omako. To sem imela tudi na seznamu, gumice, ker vedno pač mi izmanjkuje, tako da vse mi jih pa ne bo. Evo, piščančji kebab meso se peče v airfryerju na 5 minut. Tu imam pripravljeno solato, malo zelja sem dala, malo mešane. Tu imam eno kumaro, paradižnike, mozzarello, prelil bo pa ta iz tuša oziroma špara, remija, te pač mešane začimbe, ne začimbe, herbs. Malo balzamičnega kisa, moram mnogo kupiti, ker mi ga bo glih kar zmanjkalo, tako da jutro še grem v Hofer po mleko, balzamični kis in po kozice to v Hoferu kupim. Tako da ja, to bom narezala, pol bom pa kar že za rižoto stvari pripravila. Tu imam polovico čebule, ko sem jo uporabila za nekaj drugega v tem kondomu, bučko, kozice, tako da bo pol že kar skuhano, riž rabim.
A ja pa 2 trde kuhani jajci si še kuham, da še dodatne beljakovine, zraven solate, ker sem bila glih v fitnessu. Ponavadi bi šejk spila, sam se mi lušta take prave hrane, nočem zdaj sladkega šejka piti, ko je pač bolj milky. Evo, kebab mesa narejeno. Malo počakam, da se še ohladi. Potem bom pa dodala malo preliva. Čisto malo soli, nič preveč. In balzamični kis. No more. Kosilo je pripravljeno. Tukaj sem se že lepo pripravila za čebulo pražiti, tu bo za kozice, ker kozice naredim posebej. Polkovo cajt, bom že kar to skuhala. Evo še sladica, pol pa grem pod tuš. Se je bilo fajn stuširati, zdaj pa grem kuhati rižoto, da bo pripravljena. Pa se moram pa spraviti, ker imam še dobro uro sam do streama in ja, neko čudno nebo je danes. Lepo, ampak čudno. Dobro. Gremo! A pa še kavo bom spila, imam jo že skuhano včeraj. Evo, rižota je pripravljena, že dolgo nisem te rižote jedla. Zase sem si posušila, da so čist puhasti zdaj. Make-up si naredim. Gremo. Ok, tulipani so, rečimo, da končani. Vmes sem si rižoto nabasala, zdaj si bom pa še drugo rundo. Pol pa grem počivat. Mogoče celo malo gamala, bom videla, ali pa Netflixala, v glavnem nič kaj resnega več nam danes delala. Župo sem rekla, da bom skuhala, ja, zdaj je malo prepozno, tako da bomo to jutri naredili, ko vstanemo. Malo me zebe in sem lavno si ene bolj debele z okne grdala in sem se spomnila, da mi je omica zaštrikala roza volnatne z okne, a niso cute. Ali je temno, ampak
Pa takoj mi je toplo ratalo, tako da. Jaz pa jem, gledam What I Eat in a Day v dane punce, tako da. Videla, mogoče grem en game. Kake imam pa kable zadnji, sploh se mi ne da tega zrihtati, groza. Evo, da zaključim tukaj vlog, ker je že itak ful dolg, pa v soboto je še en vlog, tako da se vidimo ta teden še v soboto. Hvala vsem, da gledate, upam, da vam je bilo kul. Ja, se vidimo kmalu. Čau, čau. Missing someone